Živijo, Elina, moj, kje ste, kako so Elina mama tukaj? Danes govorimo o Mary Celeste v zelo vešči, zakleti, misteriozni ladji, ki še vedno misterija, kaj se je zgodilo s to ladjo in zakaj je 10 dni sama plula. Tako da gremo čim prej v to misterijo. Če smo že pri ladjah, fun fact o morskih psih, pa ta ni kjerkoli, ta je Surfshark. A se vam kdaj zdi, da ko surfate po internetu, da nekdo točno ne ve, kaj počnete in da nič ni zasebno? Verjetno zato, ker ni. Zato je današnji sponzor videa naš morski pes VPN Surfshark. On rešuje mojo in tvojo rit in skrije tvoj IP naslov in ga maskira pred svetom. A veste tisti, ko uporabljate Netflix in opazite, da vseh filmov ne moreš gledati samo zato, ker si v Sloveniji? No, Surfshark ti to težavo odpravi. To si vedel, da ko potuješ, si velikrat s cenami zmanipuliran, ko vnaprej probaš rezervirati letalske karte, rentakar, vstopnine. Pogosto se zavije okoli prsta in ne dobiš realnih cen te države. Surfshark ti direktno poveže v to državo in vidiš realne cene in te ne morejo zafrkati. Random ljudje te ne morejo kratko videti in te ne morejo krasti Wi-Fi-ja. Zdaj pa, jaz iskreno niti ne vem, kako je to možno, ker ta Surfshark VPN je en najboljših na trgu, ampak zdaj ga dobite 83% off. Konkurenčni so 20krat dražji. Sam povem. In če karkoli odgovarja, itek dobiš cash nazaj po 30 dneh, če želiš. Pa ne boš. In pa še, ker je že malo smešen, je to, da ga dobiš za 3 mesece brez plačno. Vse, kar moraš narediti spodaj, klikni link, pa mečkam pohit, ker ne bo tam zaskoz, ker je res bolana cena. Gremo v video. Scary muska. Da vidite to ladjo, jo vedno vidite tako en Black Pearl, tako raztrgano v neurju, valovih, zgubljeno, brez posadke in to se je dejansko tudi zgodilo. 7. november 1872 je bilo leto oziroma dan, ko je ladja Mary Celeste odplula iz New Yorka proti Italiji. Pluli so z namenom, da pretovorijo alkohol, industrijski alkohol, torej alkohol, ki so ga imeli tam v sodovih nekaj čez 1700, če se ne motim, na tej v podpalubi, ampak ta alkohol ni bil vsaj namenjen pitju, lahko pa ga. Gor je bilo, posadke je bilo 10 ljudi, to je nekaj, kar mene ne vrže na rit, ne zdi se mi ogromno, bom več o tem povedala kasneje. In sicer Briggs, ki je bil kapetan, Benjamin Briggs, njegova žena, pa njegova hčerka, poleg tega pa še 7 članov posadke kot take, mornarji. V ladijskem dnevniku, ko je tako kot black box, črna skrinjica na letalu, je bil zadnji zapis 25. novembra ob 8. zjutraj, ampak nič tako zelo spornega, nič nenavadnega. In tudi sklepajo, da glede na to, da se res pogosto zapisujejo v ladijski dnevnik, to tudi na 1 uro, so sklepali, da je verjetno takoj potem se nekaj tej posadki zgodilo. Zdaj pa pustimo, kaj se je zgodilo in gremo na to, kako so ladjo našli. 10 dni kasneje, potem v 25. novembru, je ladja Del Gratia je najdla to ladjo Mary Celeste in logično so bili, dajmo preveriti, kaj se zdaj dogaja. In ko so pregledali to ladjo, se začne ta naša misterija. Gor ni bilo žive duše, nobenega od posadke. Najbolj čuden je to, da res ne morejo določiti, kaj se jim je zgodilo, zaradi tega, ker je vse ostalo za njimi. Ves alkohol. Par sodov je bilo razbitih, ampak o tem bomo potem. Ena črpalka za vodo je bila uničena. To so tisti, ki na dnu uravnavajo to, da se slučajno ne prenapoji preveč z vodo in potone. Vse od vseh mornarjev in od vseh članov posadke je bilo tam po kabinah nedotaknjeno. Edina stvar, ki je manjkala, je bil en rešilni čoln. Še ena stvar, ki je bila nenavadna, je bila to, da se je špaga vlekla zadaj za ladjo. Predstavljaj si zdaj, da sred morja prideš na eno ladjo brez posadke, brez žive duše, brez znakov česarkoli. Recimo, že takoj odbijemo možnost, da bi to ladjo okradli dobesedno roparji, ker ni manjkalo nič. Če so bili roparji oziroma pirati, so bili zelo slabi pirati, ker niso okradli popolnoma nič. Zdaj tako, Del Gratia, ki je najdla Mary Celeste ladjo, so jo odvlekli 800 km preč do Gibraltarja. In tam je angleško sodišče se odločalo o tem, kaj se je zgodilo. In niso se nikakor mogli odločiti, ker valjda so takoj pomislili, ok, vi ste privlekli nam to ladjo, ste rešitelji te ladje, torej Gratia. In velika verjetnost je, da ste lahko vi njih pobili, zato ker je ladja zavarovana in boste dobili pač nagrado, a ne? Na koncu so prišli do ugotovitve po dolgih tednih, če se ne motim sojenja, če ne celo mesecih se mi zdi, da oni niso bili krivi in so dobili
neko odškodnino in tako naprej. Dobili so samo šestino od 46,000 dolarjev, za katere je bila ta ladja zavarovana. Pa prej sem pozabila eno pomembno stvar, in sicer ta ladja naj bi plula, Mary Celeste naj bi plula vsaj pol leta, ker je imela gor hrane in pijače za pol leta. Se pravi, da je že po slabem mesecu vse to šlo v vodo, dobesedno je pač res mindfuck. Gregor je oseba, ki je želel o tem, oziroma mislim, da celo bo o tem posnel film in je šel po principu odbirati možnosti, kaj se ni zgodilo, kaj se ziher ni zgodilo. Torej, pirati odpadajo. Oni tudi takoj črto ven morske pošasti pa alieni, ampak ne vem, zakaj nas noben resno ne jemlje. Ta teorija iz 19. stoletja govori o tem, da so člani posadke se malo preveč nasrkali tega alkohola industrijskega, ki je po vsej možnosti še močnejši, če se ne motim, in da se jim je malo odkujali, ker si le na tam z morsko boleznijo gor šetaš ne vem koliko časa iste ljudje gledaš, čeprav oni so bili dobro začeli to popotovanje in lahko da se malo strga. Ali pa so vmes mornarji, ki se odločijo, jaz bom pa zdaj nov kapetan in bom zasedel to ladjo. Ta Briggs, ki je bil dejansko glavni, je bil ranljiv, če mene vprašajo, glede na to, da je imel gor svojo družino, svojo hčerko in ženo, tako da hitro bi lahko mu kaj grozili. Druga bolj mogoča teorija pa govori o tem, ker so oni pluli po Azorih in tam je bilo ful vroče, da so se napihnili alkoholni hlapi dol v podpalubju in da je to mogoče povzročilo loputo podpalubja, da je butanila gor in to verjetno nažene paniko v tistih ljudeh, ki so tam. In kaj naredijo? Vzamejo tisti en čoln, se prevežejo vzad za ladjo in tako potujejo. Danes slučajno še kaj eksplodirali, ker alkohol eksplodira. Če ne druge ste se to naučili v Jacku Sparrowu, ki piratih skrival. Ampak kasneje ta McGregor, ki se ukvarja s tem v filmu Mary Celeste, rekel, da je to verjetno nemogoče, ker je bila ta loputa nepoškodovana. Zdaj tako, 9 sodov, 1701 soda je bilo praznih. Ampak, zdaj to opcija je, so se napili in se jim je zmešalo od tega alkohola in so naredili traperijo, ali so bili lih te sodovi iz rdečega hrasta, kar pomeni, da se hitrejše poškoduje, hitrejše razlije, hitrejše razbije in je možno, da so lih zato bili te poškodovani in pač nima to nobenega globega pomena, kakor pač preprosto poškodba. Če bi dejansko spili 7 sodov ful močnega alkohola, bi se jim po vsej verjetnosti dejansko strgali. Ja. Še ena teorija govori o tem, da sta mogoče kriva 2 mornarja, ker sta majčkeno bolj sumljiva na papirju in tako in drugač in je možno, da sta se ona dva odločila pobiti posadko in zbežati, pa predtem napiti, ker drugače ni logike, ker niste nič tacga ukradla, razen nekega daljnogleda, brez tistih basic stvari. Krivijo pa njiju zaradi tega, ne samo ker je špekulacija in tudi ker so njune stvari edine, ki jih ni bilo več na palubi potem. Vse ostalo je tam ostalo, razen njunih osebnih stvari. Zato je sumljivo. Potem naslednja teorija. Še ena stvar, ki sem pozabila reči, ladjo so našli tudi s tem, da je imela spodaj na dnu same ladje vodo. Ne vem točno koliko vode, ampak toliko vode, da je bilo na meji nevarno za potopitev, ampak ne toliko, da bi ljudje zapaničarili. Zdaj pa tako, na krovu ladje je vedno ena naprava, oziroma takrat je bila, zdaj ne vem kaj uporabljajo, da preverijo, potunkajo dol in preverijo, koliko je vode na dnu. In zdaj ta naprava, če jim je prav kazala, ker so tudi videli takrat na krovu, da je bila uporabljena in da je bila na nekem drugem mestu, torej so merili, koliko je vode spodaj, koliko je že zalita ladja in lahko, da je kapitan to preveril in je zapaničaril. In je rekel, na robu potona smo, gremo vsaj rešilen čoln. Pa si pa predstavljali, da oni tam vzad ostanejo v rešilnem čolnu ful daleč od dejanske obale, by the way, bili so zamaknjeno daleč. Niso bili tam, ker so mislili, da so bili. Po današnjih računih se to da izračunati, se pravi, se je tle Briggs ful motil, kje oni dejansko na morju so, mogoče ga je tudi zato panika, ker je dojel, da niso toliko blizu kopnega, kakor so, mogoče so tudi zato potem potonili in jih noben ni našel nikjer na kopnu. No, ampak predstavljajte si, joj, mir se, da si na tem čolnčku rešilenmu in gledaš ladjo tako še 3 dni v daljavi, kako ona lepo plove in ne potone, ti pa tam ne moš nič več. Potem je opcija Seaquake, tako kot Earthquake, samo da je Seaquake. Zdaj si pa predstavljali Seaquake, koliko te to nese, koliko to valuje, koliko to je po mojem noro. In ta je meni uno, saj opcije je milijon. Ampak če so bili oni tam v neurju 2 tedna, ker piše tudi v ladijskem dnevniku, ja hudeča, no, da so v vodo popadali. Meni se to zdi, sorry, ki se razburjam, sam koliko čuden je, da vsi prelaufajo do tam pa gledajo, kaj se dogaja in tako Seaquake jih zamahne in vsi v vodo padajo in kako še nazaj priplezal, recimo. Pač meni je to uno,
ni nujno, da je nekaj ful velikega v zadju, so pač padali not, ko so štorasti. Naslednji dve teoriji zarote sta Giant Squid, Giant Octopusi, pa alieni, Pač ne bomo tle ful razglabljali. Za Giant Squid je itak dokazano, da obstaja, ampak jaz močno dvomim, da bi priplaval gor in se odločil, bom danes jedel alge, so mi ratale boring, bom pač polovil gor teh 7 mornarjev pa eno familijo, no. Dvomim, no, folk, saj imam rada te stvari, ampak v tem primeru res ne verjamem. Še na koncu teorije, ki je pa meni najbolj zanimiva. V glavnem, John Dewey je bil sin dejanskega graditelja te ladje, graditelja Mary Celeste. In ta ladja se najprej ni imenovala Mary Celeste, ampak Amazon. Amazon se je imenovala, pa se je preimenovala. V glavnem, od samega štarta je imela ta ladja hude probleme, a.k.a. prvi kapetan. Samo da grem motorjem. Prvi kapetan je na prvi plovbi te ladje dobil pljučnico, začel bruhati in bluvati kri in umrl. In od te točke naprej je rečeno in legenda govori, da je duh tega kapitana še vedno, oziroma da je ugrajen v to ladjo, da je ladja posedena z duhom tega kapitana in vsem želi isto nesrečo non-stop. Ampak nekaj je na tem presežen, ker ta ladja je imela 2krat zaporedoma, potem še naslednje plovbe nesreče. To ni toliko pogosta stvar, da se dejansko zaletiš v ene rešpetine, tam ščrepine v drugo ladjo, to ni spet toliko tipično, razen na primeru Titanika pa teh sestrskih ladij, ki so se zabijali v nedogled, ampak ni spet, mislim, tokrat, ko se ti z avtom zaletiš, ni najbolj tipična stvar na svetu. Potem to ladjo kupi Briggs in kaj se zgodi, ja, saj vemo, a ne, zginali so vsi. Skratka, še vedno se sprašujemo. To, da bi kapitan naročil, da zapustite ladjo, je zadnja stvar, zadnja smiselna stvar. Ene stvari in tle, da bi bila logična. Pa da še omenjam, prej se sami začnete sprašovati, ta kapitan je imel ful izkušenj, 18 let plovnih izkušenj Briggs, torej, tako da to ni mogel biti lih problem. Briggs je bil dejansko 120 mil, torej 240 km približno zahodno od mesta, za katerega je on dejansko mislil, da je. Verjetno zaradi netočnega kronometra. Po kapitanovih izračunih bi moral videti zemljo 3 dni prej, kot jo pa dejansko je videl. Dan preden je Briggs prišel na Azore, je spremenil smer in se napotil severno od otoka Santa Maria, morda je iskal zatočišče. Spet razlaga, tukaj bi bila nevihta. Noč pred zadnjim vpisom v ladijski dnevnik se je Mary Celeste spet soočila z razburkanim morjem in vetrovi z več kot 35 vozili. Kljub temu mislijo, da razburkan morje in pokvarjen kronometer sam po sebi ne bi spodbudil izkušenega kapitana, da zapusti ladjo. Potem še nekdo odkupil to ladjo, ko so jo obnovili in popravili, in kaj se je zgodilo? Ja, zadela se je v neke klife, pečine, črepine, skal tam in potem v koncu dol. Vse, kar lahko rečem na koncu je to, da se raziskave nadaljujejo in za vas nimam zaključka. Zdaj še enkrat doskočim, da ne boste pozabili spodaj link do Surfshark VPN-a, ker 83 post slej, ker je čist bolano, pohitite, da nam je ukinili prej. Pridni bote, radi smete, Alien Mama out, aj čau, bye!